Danes pa z mano ustanoviteljica Društva za ženske, Tako. Tina. Vem, da si mamica, novopečena mamica dvojčkov sicer, ampak o tem danes ne bova govorili, bova pa govorili predvsem o ženskah. Sama sem tudi izdala en priročnik za ženske, skupaj še z dvema. In se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se ženske združujejo, med sabo povezujejo in na tem v bistvu delate tudi v vašem društvu. Ja, tako smo začeli. V bistvu izhajala sem iz sebe. Glede na to, da imam že v bistvu celo življenje problem s prekomerno telesno težo, sem ustanovila društvo ravno s tem namenom, da se lahko v bistvu povežemo, kjer si lahko sproščen in si to, kar si. Da probam čim bolj povezati ljudi, da se sprostijo, da se začne nazaj pogovor, pa da dobiš občutek, da pač nisi nekje manj vreden, oziroma zato, ker imaš neko stvar. Sicer res, da smo ženske, bolj se mi zdi še s tem pač nagnjene, da se s tem sekiramo, čeprav je pač zdajšnjo obdobje to čisto drugače, kot je bilo pa rečemo, ko sem jaz gor rasla. Ampak mogoče, če se malo dotakneva prekomerne teže. Ti si v bistvu začela z vadbami za močnejše. Kako je tebe to recimo zaznamovalo v otroštvu? Ja, mene je v bistvu, bom rekla pač tako, mene je to res motilo, oziroma pač ta moja samozavest je bila res na dnu, skozi celo življenje sem imela s tem problema. Jaz sem bila tudi v 7. razredu v Stični, kjer je prav za otroke za hujšanje. Potem se je začelo res moje obdobje, moram reči, da meni je družina ful pomagala, starši so mi stali ob strani in smo res spremenili način življenja. Ampak mi smo pač tako nagnjeni, psihične težave, stres, pač prehrana. In tudi glede na to, da sem že imela svojo normalno težo, sem jo potem spet dobila, ampak to res krat 3. In je pol težko iti nekam v fitness, nekam, kamor bi hotel iti, ali pa se z nekom podružiti, da se sam spraviš, ker pač vedno je tako, prijateljice pa enkrat se ti da, enkrat se ti ne da, ne moreš biti pod nekoga odvisen. In zato sem pripravila te vadbe, da v bistvu, ko ti prideš, da lahko prideš, ne vem, bom rekla pa tudi čez primer v strganih cunah, če ti paše, ampak da si kar si, da si sproščena, da prejš na vadbe in pa da je vadba te prilagojena. Se pravi, da te noben ne opredeluje, kakšen si, kako si, koliko si sposoben, oziroma da te nekdo na vadbah žene, ampak da tudi trenerka pač ima možnost vedeti več od tebe, če imaš kakršnekoli težave in ti tudi trening prilagodi. Vse to se mi zdi v bistvu največja težava, ker sam zaznamuješ sebe, kot zdaj sem pa jaz debel, ali pa premočen, ali pa kakorkoli. Namesto tega bi moglo v bistvu čisto drugače funkcionirati, ampak tudi okolica na ta način. Olej, ta pa zdaj pride fitness, nekdo, ki je malo močnejši, takoj etiketa dobi gor. Saj zato, večinoma so tako tudi masovno narejeni ti fitnessi, da pač v bistvu, ko ti priješ, nikogar ne zanimaš, pač kar to plačaš in greš na vadbo, kar ti odgovarja. Bom rekla, tako se nismo samo ženske, društvo je pač namenjeno tudi ostalim, ker pač sem tudi zaznala in zdaj je pač problematika pri otrokih sedaj še sploh bolj, kar se prekomerne teže tiče, pa tudi moški imajo. Imamo tudi vadbo za moške, ki je narejena ta program, in pač se je tudi moških kar nekaj odzval. Tako da pač se mi zdi, da ta oznaka telesne teže je res en velik problem, ki ga zelo težko sam predelaš. In se mi zdi fino, da imaš nek support, da lahko začneš, in moram reči, da v naši skupini jih je bilo kar nekaj, ki niso z našimi dietami ali pa da bi mi kakršnikoli diete postavljali, ampak z našimi vadbami res spremenili način življenja in tudi kar nekaj kilogramov izgubili. Ti si v bistvu imela težave s hormoni ali kaj je bilo pri tebi recimo težava? Ne, v bistvu jaz nimam nobenih težav, kar se bom rekla zdravstvenih. Pri meni prekomerna telesna teža v bistvu izvira iz čistih psiholoških, se pravi, ko sem jaz pod stresom, je moja hrana neprimerna, se pravi, ali čez celoten dan nekaj ne jem, ali pa jem, bom rekla, bedarije, lahko rečem, pač ali je to sladko, slano, vse pač se skupaj nabere. In moram reči, da pač tekom let sem začela na sebi delati, da sem pač to tudi odpravila, ker pač najtežja stvar je to odpraviti, pa poiskati vzrok, ker pač če se ti nekaj zdravstveno, ti bojo že pomagali, pa če je to ščitnica, boš že na zdravilih, če je pa to res nekaj tacga, je pa težko. In jaz sem pač človek, ker res želi pomagati vsakmu in vsaka stvar se me zelo dotakne. In bom rekla, po noči predelujem vse stvari, kako bi nekomu pomagal, in to se pol nabere. In pač pol se v hrani odzove, tako da na ta način je bil pri meni vedno problem. In kar veliko problemov je pač, bom rekla, s prehrano, kakor pa bolj zdravjem. Tako da Se mi zdi, da vse te stvari in prekomerna telesna teža in vse to današnje bolezni ne izvirajo iz tega, da nismo več mi. Sploh se ne poslušamo več, pozabili smo na stik sami s sabo.
Ja, Ne vem. mislim, največji problem pri meni, saj jaz sem zaznala, mi, ko smo gor rastli, je bil pač, ne vem, prekomerno telesno težo smo imeli 3 mogoče v razredu. Danes imajo to otroci, pač je veliko bolj splošno, no, se mi zdi večji problem, a ne. Tudi hrana, ni več hrana, pač bom rekla, takršno smo mi gor rastli, ali pa bom rekla naši stari starši, a ne, ki so zdaj vsi 80-90 let stari, ki so imeli res neko hrano, mi imamo pač predelano, kakor vzamemo, a ne. In pri nas se mi zdi, mene je to res zaznamovalo. Zdajšnje otroke včasih gledam, ker smo eno punco, ki smo pomagali, ker smo tudi za otroke to delali. Ona se s tem ni sekirala, pravi, da ne. No. In pa je imela res prekomerno telesno težo, je pa problem, če ti doma noben ne pomaga. Ne. Tako da je res zelo problem, če si ti v okolici predana. Ne. Se pravi, zdaj vedno se nekje ustavi, jaz pravim. Zdaj, in ko se enkrat začne zbadanje, ko se začne zapirati v sebe, takrat nastopijo res hudi problemi. In če ti doma ne stoji noben ob strani, da bi te poslušal, da bi te pomagal, peljal na pravo smer, je to za otroke današnjega časa res težko. In je pa res, da to je tudi posledica velikih, je, bom rekla, takole z zanositvijo problem potem, ko odrasteš. No, se to, ne, to sem te hotela v bistvu vprašati, ne, zdaj, ko imaš 2 zdrava otroka, ne. Kako je bilo pa recimo med nosečnostjo, ne? A takrat je tudi nihal, pa si ful se zredila, kako je to izgleda, ne? Ker jaz recimo sem se pri enem 30 kg, tako da... In mene je bilo to ful strah. Jaz sem imela vedno v glavi, da moram shujšati na idealno težo, da bom lahko zanosila, da bom lepa mamica in da pač pol ne bom imela problem s težo, no. In moram reči, da je bil tak luksus, ko sem zanosila, v bistvu sem se zredila čez celotno nosečnostjo 8 kg z 2. In tudi 25 jih zdaj izgubila, odkar sem rodila. Tako da brez diet, brez vsega. Očitno sem rabila, da sta prišla na svet, da mi v bistvu mogoče tudi meni nekaj hormone noter, da v bistvu karkoli, da lahko normalno jem in se ne redim več, no, moram reči, da mi gre pač kilaža res dol. Tako da očitno je s tem povezan, se pravim, tako kot sem jaz v življenju razmišljala, da moram biti suha, da se pol ne bom zredila, da bom jaz 30 kg med nosečnostjo dobila, pa kako bom to dol dala. Je očitno lih ravno obratno poskrbelo. In tudi med nosečnostjo jaz nisem imela nobenega problema. No. Lahko pa jedem potrkam, da mi sladkor ni pasal od začetka do konca. In to je bil edini privilegij, ker sem bila res vesela, da mi to ni dišalo čisto nič. Zdaj predvidevam, da tudi iz tega ven si začela v bistvu delati te dneve za ženske, ne? Ker dejansko ženske smo narejene, da se pogovarjamo, da komuniciramo med sabo in da si potožimo pač težave. To tako je, ne? In ti si v bistvu začela te dneve delati, ne? Tako je, ja. Ženski dan je bil pa v bistvu iz principa narejenega tega. Prvo, ženske same gremo težko kar nekam, ker pač vedno rabimo eno zraven, a ne, da greš še s tabo. Drugo je pa, da imamo vedno zdaj pač, če je le družina, so vedno najprej otroci in tretja je pa pol že spet finance, ker rečeš včasih, joj, pa bi šel, pa so najprej drugi na mestu, a ne. In tukaj pa v bistvu ženski dan namenja ravno temu, a ne. Da v bistvu pod eno streho dobiš od telovadbe, predavanj, bom rekla, različnih tematik, ki te zanimajo, celodnevno druženje, razvajanje, se pravi, tudi pristopile so različne podjetnice, kjer lahko potem tekom celega dneva si urediš nohte, obrvi, nego obraza, masaža hrbta, vedeževanje. In v bistvu vse to izkoristiš v enem dnevu. Se pravi, en dan te ni doma, vložek je res minimalen za vse to, kar dobiš in imaš odličen dan. Tako da s tem namenom smo naredili, ker ženske se res tekom leta težko vzamemo več stvari, da smo proste. No. Koliko se ti zdi pomembno, mogoče sploh zdaj, ko imaš družino, no? Koliko se ti zdi pomembno, da si ženska vzame čas zase? Zelo, bom rekla, pač to tako, meni to ful pomembno in se mi zdi, da ne glede, da jaz imam 2, pa si težko glede na to, da sta res stara, da bosta dobre 3 mesece stara, prvoščiš en dan za sebe ali pa že 2 ure za trgovino, včasih pa imaš slabo vest, ker greš v trgovino, pa jih pustiš partnerju, a ne? Ampak konec koncev tudi partner je del njenega življenja, v bistvu je ravno pomemben tako kot mama in se mi zdi, da je pač fino, da si ženske znamo vzeti, ker si res premalokrat vzamemo in res so vsi prej na vrsti, kakor pa to. No. Se mi zdi, da moški to znajo malo lažje narediti, kakor pa ženske. No. Absolutno, to se mi zdi res ful pomembno, da ne delaš tega potem iz slabe vesti, ne? Da te ne žre, ker jaz imam to težavo, ne? Ko nekam grem, pa grem zelo malokrat kam, ampak ko grem, imam slabo vest, ne? In pol me to grize v bistvu in sploh ne moram uživati zares. Ne? Ja, saj lih to je, ne? Mi smo tudi takole z puncami poklepetamo, rečemo, jaz sem bila na prvem dnevu ful fascinirana, ker smo dobro začeli, ker so punce rekli, da so prišle iz Velenja, a ne, v Kranju je dogodek.
In mi je bilo tako res, vzeli ste čas za cel dan, iz Velenja ste se pripeljali v Kranj, ne. Ampak ja, in sta bile tako navdušene, da pač, ko slišiš te izjave, ko veš, koliko jim to pomeni, da imajo vse v enem dnevu lahko izkoristijo res od tega, da jim neki nege izkoristi, do tega, da ima lahko neki novega proba, kar drugače ne bi, ker poskušam res tako narediti, no, da je program raznolik in da tudi, ne vem, lansko je bila izjava, jaz ne bom country plesa, jaz ne maram, ne bom. Pa če si tukaj probajo, ne, saj lahko pol greš pred, saj ni treba, ni nujno, da si pač na urah tam prisoten, ne. In potem probajo in pol je to tako fascinantno, da bi se vpisali pa hodili, ne, ker pač dejansko imamo res preveč v glavi nekih blokad, kaj jaz ne bi, kaj jaz ne morem, kako. In je res fajn, tako da pač enkrat na leto lahko nekaj takega probaš, da imaš vse v eni celoti in pol vidiš, da dejansko si lahko to prvoščeš, pa čeprav enkrat na leto, ampak je tisto razvajanje za tebe, no. No, jaz sem tudi rekla ravno zato, da bom imela s tabo intervju, ker me zanima v bistvu celoten program, ker sama se ga nameravam udeležiti. In tudi sama sem naredila en priročnik za ženske in se mi zdi, da je zelo pomembno, da ženske spoznajo tudi svojo ženstveno energijo, ne? Ker začneš izhajati iz svoje ženstvene energije, bistveno drugače funkcioniraš, ne? Se mi zdi, da ženske preveč razmišljamo zadnje čase in ne delujemo več s čustvi, ne? Ja, nažalost je res to tako pač, da imamo ženske ful omejitev in če sam na sebi, bom rekla, ne narediš tekom življenja, če se vodiš tako, kot te drugi vodijo, je še toliko težje, ne. Tako da tukaj je v bistvu program res tudi tako sestavljen, da začnemo dan, letos rečemo, bo z Majo Tratnik. Ona bo pripravila med jogo in pa med pilatesom, tako da se vedno začne dan z nekim ogrevanjem pilates. Potem imamo pa, že lansko leto smo sodelovali z Denisom Čorčipom, tudi letos pride, ker je prinesel tako energijo ženskam, da bom rekla, sploh ne morem verjeti, da pač je tak človek na mestu in sem rekla, da letos brez njega tudi ne gre, ker to je res, bom rekla, ženskam, da tako energijo, da se človek s sabo pogovarja. Bom rekla, nič drugega ni naredil, kot pa pristopil in si vzel čas, da se je s puncem pogovarjal in res, bom rekla, pač prinese svojo energijo, no, da jo dobiš. Potem tekom celega dneva za punce poskrbimo vse, se pravi od zajtrka, da začnemo, da se spoznajo, poklepetajo, kosilo imajo, malce, 2 obroka vmes, sladke stvari in pa v bistvu pač razvajanje z darili. Skupaj s sponzorji poskušam dobiti res veliko produktov, kjer se potem lahko celo leto razvajaš, kar pomeni, da poskušaš novo kozmetiko, prehranska dopolnila in vse, zato da lahko pač nekaj novega probaš, hkrati pa, da je neko presenečenje, no, ker se mi zdi, da ženske pač imamo rade neko pozornost, pa jo tudi mogoče tekom leta zelo malo dobimo. In prvo leto, ko smo pripravili, je ena rekla, to mi toliko življenj pa še Božiček ni nikoli prinesel, no, tako da pač iz tega principa probamo res narediti dan, da se ženske res lahko odločijo, pa pridejo pač vsako leto, no, tako. Koliko žensk pa ponavadi je na tem dogodku? Mi imamo maksimalno število je 50, tako da to je tudi res tisti maksimum, kar ga mi lahko vzamemo, zato da je pač družba, bom rekla tako, primerna, pa da lahko skupaj pripravimo, pa poklepetamo, da ne gre v preveliko razsežnost, no, tako da na to gledamo, da smo bolj dotični, kakor pa masovno. Mislim, moram reči, ne, da ženske ponovadi jamramo, pa si kao ne moramo časa vzeti, ne, ampak če si ga lahko ti pri 2 majhnih otrokih, jaz mislim, da si ga bo lahko tudi marsikera druga vzela, no, brez slabe vesti. Ne? Ja, jaz upam, da bojo, no, se pravim, tiste, ki so bile z nami, že zdaj so pač res redne, pridejo vsako leto, ker pač jih vsako leto poskušamo presenetiti. Jaz mislim, da pač tudi za tako ceno si ženska lahko vzame čas, naredi, ker na enem mestu, tako kot sem rekla, jutranja vadba, potem plesna točka bo tudi z Majo Geršak, iz Zvezde plešejo, potem Favom bo imel predavanje o hormonskem nihanju, kako se pripraviti tudi z aromaterapijo, tako da na koncu tudi meditacija in pa zvečer poskušamo narediti res zabaven večer, tako da imamo v bistvu še žurko, lahko rečemo, in do 10 zvečer so ponovadi vse mamice, ženske, sestre, vse doma, no, tako da imajo res pa tak poseben dan, ker mislim, da se brez slabe vesti res lahko privoščiš. Ja, nič ne, pa jaz mislim, da ta dogodek se moramo res ženske udeležiti, no, zato da nekaj zase naredimo, pa mislim, da te že otroka kliče, tako da daj vam ljudje mogoče samo še povedati, kje to je, pa kako se lahko ženske prijavijo. Zdaj, tako, karte grejo v prodajo s 15.1. Prijave bodo potekale preko našega maila, naše društvo, se pravi jazresnično@gmail.com. Cena vstopnice pride 50 € za celotni dan. Dogodek pa poteka v Kranju,
v Čemp dvorani, to je v bistvu nasproti mestne občine Kranj. Parkirišče je direktno ob dvorani, tako da vse, kar punce rabijo, je v bistvu kupiti karto, pa prideti, to je to. Za vse ostalo imajo pa poskrbljeno na tisti dan. Super, evo, to je to, nič, pa se pa vidimo, ne? Ja, jaz upam. 9. marca. Tako, 9. marec ob 9. zjutraj. Zmenjeno.